Blockchain. Kaj sploh to je? Ja, zdaj, Tehnologija veriženja blokov je. Čist tehnološko, ne, je to v bistvu neka inženirska rešitev, ne, kako zdaj ta double spend problem, ne, pač rešiti. Ne. Zdaj, in to je rešeno na tak način, da se pač uporabi kriptografija. Ne. In sicer na način, da je eno zadevo zelo lahko preveriti, ne, pa zelo težko ponarediti. Ne. To se pravi, tudi ta sistem, ne, mogoče bomo kasneje to še enkrat omenili, ga lahko mi, to se pravi, prevaramo, ampak samo slučajno. Ne. To se pravi, samo slučajno mi lahko nekomu ukrademo, ne da bi videli njegove privatne ključe. Ne. No, in zdaj ta blockchain, ne, je pa v bistvu sistem, kako se pravi, transakcije oziroma izmenjave vrednosti zapisati vsem v omrežju, ne, vsem v tem decentraliziranem sistemu, pač na način, da bojo spet, to se pravi, lahko preverili, da je to ta pravo stanje, ne, pa tako, da bojo tudi oni lahko v tem sistemu pač na nek smiseln način sodelovali. Ne. Mogoče to zdaj zelo grobo, pa nisem nič povedal, ne, bomo mogli če en korak naprej. Po moje ne ramo iti tehnično zelo not v to, jaz bi predlagal, no? Mogoče to naredimo kakšen drug podcast, da bolj tehnično, ampak mogoče kako je ta kako je prišel do te rešitve, pa ne da gremo tehnično, se pravi, kako je rešil ta double spend problem brez centralizirane avtoritete? Ja, mogoče kle bi šli zelo tako pragmatično, pa zelo plastično, a ne. Zdaj, če mi dva vrževa vse to stran, kar poznava, a ne, fizičen denar, banko, to vse ne obstaja, a ne. Obstaja pa internet, pa obstaja naša potreba po tem, da trgujemo oziroma si izmenjujemo neke stvari, a ne. Seveda imaš ti tukaj, imaš tudi nek koncept denarnice, a ne. Imaš v bistvu to je zelo tako podobno si lahko ljudje predstavljajo kot navadna denarnica. Pač noter imaš spravljen neke kovančke. A ne? No, in ti lahko te kovančke lahko pošleš nekomu. A ne? Denarnico predstavlja nek naslov na omrežju. A ne? In ti, če pač z softverom, ki ti to omogoča, da sodeluješ na temu networku, tako kot ti računalnik, pa internet, pa browser ti omogočajo, da ti prideš na Facebook, a ne? Facebook ni nobena fizična stvar, to je pač nek website, a ne? Ki se ti odpre, ko z browserjem to narediš. Tudi te denarnice, te programčki so samo orodje, da ti prideš na blockchain network, a ne? Da rečeš, jaz bi rad uporabil ta sistem, da Klemnu pošljem en bitcoin, a ne? Ker je on zame nekaj naredil. A rečemo temu lahko protokol? Ja, to v bistvu so pravila, na katerih je osnovano delovanje tega omrežja. Zdaj bi mogoče tukaj sam razložil, to se pravi omrežje. Ne? Ja. To se pravi, da je to omrežje nekih računalniških programov, pa mogoče tudi še en korak nazaj. Ni nujen, da so računalniški programi. Se pravi, omrežje nekih, to se pravi, vozlišč, ne? Ja. Ki zato, da sodelujejo med sabo, morajo logično vsa imeti isti seznam pravil. Ja. Zdaj, karkoli že oni delajo, ne? Se pravi, oni imajo vsi pri sebi isti seznam pravil in zdaj tisti, ki spoštuje pravila, je del omrežja, tisti, ki jih pa krš, ga pa v bistvu omrežje naravno izloči. Ja. Pač ni del omrežja. Ne? Super, ja. Zdaj, osnovna akcija v tem omrežju je pa transakcija. Ne? Se pravi, zdaj, Andrej je prej rekel vrednosti, ne? Zdaj mogoče gremo na blockchain, ne? Transakcija česarkoli. Ne? In v tem primeru pač te bitcoini, ki so na bitcoin omrežju, so samo številke. Ne? Transakcija informacije. Tako. Zdaj, tam piše, ko bo on poslal tebi en bitcoin, ena ti je poslal. Ne? Nima veze, kaj je to. Ne? Ampak dejansko iz enega naslova se je ta enka predstavila na nek drug naslov. Ne? Ne? No, in zdaj vse te bitcoine, ki jih pa ti lahko zapravaš, ne? Imaš pa ti v tej denarnici.
Okay. In pa vprašanje je kle, zakaj ne more Andrej meni poslati enega in istega kovančka tep, ker je to samo informacija. Mogoče to lahko odgovorimo. Ker je v teh pravilih tega omrežja. To se pravi, omrežje, ki je decentralizirano, ima to lastnost, da ima vsako vozlišče tega omrežja enak set pravil. In zdaj, če bi Andrej hotel dvakrat zapraviti, bi ta prvo vozlišče, ki bi sprejelo to transakcijo, pa jo po omrežju razširilo, to reklo, ok, v redu, super transakcija, ta drugo transakcijo, ki bi pa Andrej poslal, bi pa omrežje vedlo, da so bili te bitcoini že zapravljeni. Tako. No, sej to sem hotel, ker veliko ljudi tako ne razume, kakšne kovance jaz pošiljam po veš kaj, imam samo eno idejo še, kako bi, ker začel sem z denarnico. Se pravi, zdaj obstajajo denarnice. To so programčki, ki nosijo nek naslov. Bitcoin denarnice. Tako, ja. No in zdaj jaz rečem, Klemen, jaz ti bom poslal en bitcoin, zdaj samo tako, da urišemo, kaj se zdaj zgodi. Tako, kaj je Peter rekel, to je samo prestav se vrednost iz enega naslova na drug naslov. In v bistvu vse, kar se na blockchainu dogaja, je, da se te akcije zapisujejo. Zapisujejo se v bistvu samo prenosi iz enega naslova na drug naslov. In pa ti boš nekaj naredil, boš nekam poslal in seznam teh transakcij se zapiše v blok. Se pravi, blok je seznam transakcij. Blockchain, blok? Ja. In v teh transakcijah so pomembne 4 komponente. Kaj, kdo, komu pa kdaj. Se pravi, kaj upišemo vrednost, komu. En bitcoin, Andrej Klemnu, oziroma Andrejeva denarnica Klemnovi denarnici. Kdaj, se pravi, zelo pomembna je ta časovna komponenta. Se pravi, kdo, komu, kaj, kdaj. Ja. Se pravi, kdo, komu, kaj, kdaj. In potem je pa pridemo do tega, ki je po mojem tako najtežji za razložiti tehnično, je pa kako, zdaj tako, blok ne more biti neskončen, dajmo tako reči. En blok ne more imeti neskončno teh podatkov, nekje se pač ustav, ni dovolj prostora, rečemo. To mislim, da zdaj je nekje 1500, rečemo, da je teh transakcij zapisanih. Ljudje si to lahko predstavljajo kot en list papirja, kjer je gor zapisan to. In mreža, se pravi, vsi, ki to zdaj vzdržujejo, se morajo dogovoriti, prvo, a so te podatki na temu seznamu, a so pravilni. In to pa naredijo tako, to zdaj zelo tako čisto plastično, naredijo tako, da pogledajo zgodovino transakcij. Ker če primerjamo z bančništvom, tega, ki ga poznamo mi, bančništvu se reče account-based system, ker ti vodiš samo v bistvu stanje računa, nekje je prišlo noter, nekje je šlo ven in pa rečeš, zadnja vrednost je bila ta. Blockchain je pa transaction-based system, kjer ti vedno moraš gledati zgodovino, kako je zdaj prišlo do tega. To je razlika. In potem si ljudje, ki to vzdržujejo, si doma na računalnikih, tako čisto plastično, si to zapišejo, si to shranijo. In to je pa v naslovu white paperja peer-to-peer, kaj je že v slovenščini peer, to je seješ podoben deluje kot torrent, Mi, če si zdaj en file prek torrent omrežja šeramo, nima ga noben centralno. Mislim, da bi ga mi... Netflix recimo, bom tako rekel, Netflix je centralen sistem, kjer ti streamaš iz enega serverja, torrent pa lahko ti vlečeš podatke iz omrežja, je pa decentraliziran. In isto je pač blockchain. Je ta baza teh seznamov blokov je porazdeljena, vsi imajo enako kopijo. Oziroma, če so pošteni, imajo enako kopijo. No, sej to je pol odgovor na vprašanje. Zakaj Andrej ne more zapraviti dvakrat? Zdaj, tle moramo ker vsi vodijo še en proces moramo uvesti. Kako so pa te transakcije potrjene?
Ja. In to je pa tudi eno izmed pravil vsakega tega vozlišča na omrežju. Zakaj bi zdaj moje vozlišče reklo, tvoj seznam oziroma takega imamo midva, je pravilen. Zdaj zakaj? Ne? Pač neka pravila se mora zmeniti. No, in pač temu postopku, kako to potrjujemo, se pa pač reče rudarjenje. Ne? Torej, omrežje se je dogovorilo, da nek določen matematični postopek, če van ga vržemo vse transakcije, sproducira nek rezultat in če je ta rezultat tak, kot je dogovorjeno po pravilih omrežja, je zdaj ta blok transakcij, ki je prinesel ta rezultat, potrjen. Ne? In potem vsi v omrežju rečemo, te transakcije so se res zgodile. Ne? In od tistega trenutka naprej, potem tako, kot je Andrej rekel, ker se blok, recimo, da bo ta blok poln, bojo šli zdaj te rudari naslednje transakcije rudariti. Naslednji blok ustvarjati. Tako, in bojo vzele zdaj kakorkoli je transakcij v omrežju, jih bojo vzele, vrgle v tisti matematičen algoritem in pač poskušale dobiti rezultat, ki je všeč, recimo temu omrežju. In takrat, ko bo omrežju ta všeč, bo omrežje reklo, ok, super, te transakcije so potrjene, gremo naprej. In to je zdaj ta blockchain, kjer v bistvu, pač, če na hitro povemo, ta matematičen postopek vsebuje eno zanko, ki se sklicuje na prejšnji blok. In zaradi tega je to vse povezano v verigo, zato je tukaj chain. In to je v bistvu zelo pomemben, ker ko imamo neko stanje, neko verigo, bi zdaj napadalec, ki bi hotel izrabiti sistem, kaj bi hotel narediti, recimo, da bi hotel transakcijo iz 3 blokov nazaj zbrisati. In zdaj, a je to mogoče? No in pač Satoshi si je to tako zmislil, da v bistvu to zelo težko mogoče, ker zaradi tega, ker se vsi bloki na prejšnje navezujejo, če bi jaz od 3 blokov nazaj probo zbrisati transakcijo, bi mogel popraviti še naslednja 2 bloka. Da bi pa to naredil, bi pa v bistvu zelo velik to se pravi, procesorske moči porabil. Pač spet, tako je nastavljen cel sistem, da to potrjevanje se ne zgodi kar iz zraka, ampak da je v bistvu treba neko delo v to vložiti. In tako sam sebe sistem ščiti v bistvu. Ja. In ne rabiš neke osrednje avtoritete, ki to nadzira. Tako. Pač vsi to to je nadzirajo. ta izum, bi jaz rekel, ker sem se čisto na začetku navezal v blockchain. Ne toliko Bitcoin, ampak to, da ne rabiš nobenega. Zdaj v bistvu, ne, da ne rabiš nobenega, vsi morajo to delati. In z tega vidika je to zelo slab izum. Vsi morajo, prej je to ena banka delala, jaz bi raj zaupal tem bankirjem, ampak jim pač ne moramo. In zaradi tega moramo to breme vsi nositi. Zato, da eden ne izrab. To se mi zdi, da enega ne rabiš. Tako, da rabiš vse. In zdaj ta pravila mora biti enostavna. In zdaj tukaj se mogoče razlikuje Bitcoin od drugih kriptovalut, ker pač Bitcoin želi biti enostaven, pa tak, da lahko vsak pač uporablja to, pa pač mogoče tudi v prihodnosti ne.